O mednarodnem prostovoljstvu po takem? Komentar dneva Urška Hartman. Prostovoljstvo. Delati nekaj za druge in nič pričakovati v zameno, vsaj ne denarja. Sicer pa v zameno dobimo ogromno, ponavadi precej več, kot pričakujemo. Zavod Voluntariat se največ posveča mednarodnemu prostovoljnemu delu, saj smo del mednarodne mreže Service Civil International. Mednarodne mirovniške organizacije, katere poslanstvo je graditi mir in medkulturno razumevanje preko mednarodnih prostovoljskih projektov. Organizacija je začela delovati že daljnega leta 1920, ko se je po koncu Prve svetovne vojne skupina ljudi odločila, da pomaga obnoviti vas na nemško-francoski meji. Solidarnostno. In tako se je zgodil prvi delovni tabor. Danes se mednarodni prostovoljski delovni tabori dogajajo povsod po svetu. Organizacija deluje na 6 kontinentih in prostovoljci imajo zelo pester izbor, kje in kako bi želeli pomagati. Okoli 1000 taborov se vsako leto zgodi in na Voluntariatu vam pomagamo najti tistega pravega za vas. Seveda pa se mnogi sprašujejo, čemu delati prostovoljno. Mnogi so prepričani, da imajo preveč svojih težav, da bi reševali težave drugih. In mnogi pravijo, da bi pomagali, pa pač nimajo časa. Počitnice pa so seveda namenjene počitku. Saj je res, vendar se ponavadi izkaže, da prostovoljci pridejo domov napolnjeni z neizmerno energijo. Energijo, ki ti jo dajo ljudje, ki so s teboj na projektu in prihajajo iz zelo različnih okolij. In si nisi nikoli predstavljal, da boš s tako različnimi ljudmi lahko usklajeno in uspešno nekaj izpeljal. Energijo ti dajo tudi lokalci, saj si tu zaradi njih. S teboj delijo njihov vsakdan in ti dovolijo, da si del njihove skupnosti. In hvaležni so, da si z njimi in da jim pomagaš. In tako kmalu pozabiš na malenkosti, ki so te motile, na mrzle tuše in skupne sobe, kjer je vsako noč nekdo smrčal. Skratka, prostovoljsko delo ti prav gotovo da več, kot si ti dal komurkoli že. Izkušnje so nepozabne. In še to, prostovoljsko delo ni namenjeno le mladim. Na prostovoljske projekte se lahko odpravijo mladi in stari, lahko se jih udeležijo cele družine. Ni omejitev, samo da je volja. No, o tem, kakšna pa je volja naše države, da bi v Sloveniji spodbujala prostovoljstvo, pa kdaj drugič. Ostanimo danes dobre volje.